Od matere, ki pošilja sodne pozive tehnološkim podjetjem, do zvočnih posnetkov, ki širijo teorije zarote, ki so morda zdaj ovržene, do videoposnetkov, ki bi lahko spremenili celoten pomen tega primera. Veliko je novosti in razvoja v preiskavi smrti Nolana Wellsa, o katerih moramo govoriti. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Jaz sem Jesse Weber. V redu, imamo nove informacije v primeru Nolana Wellsa, o katerih moramo govoriti, saj družina obupano išče odgovore. Javnost je v to zelo vpeta. Vse se vrti okoli resnice o tem, kaj se je zgodilo temu 18-letnemu mlademu moškemu. Prišlo je do novosti glede sodnih pozivov, zvočnih in videoposnetkov ter uradne dokumentacije, morda pitje alkohola. In o vsem tem bomo govorili z nekdanjim detektivom. Želel sem, da se v to vključi preiskovalec, da bi razjasnil, kaj se dogaja v ozadju, kako naj to umestimo v naš širši kontekst. To je pomemben pogovor. Še preden začnemo, želim vse obvestiti, da smo to zadevo spremljali, kaj ne? Če želite več podrobnosti, če želite več dokumentacije, če želite vse, kar imamo do zdaj, lahko obiščete našo aplikacijo Law and Crime Plus, ker imamo razdelek z dosjeji primerov in imamo vse o zgodbi Nolana Wellsa. Če želite sami pogledati dokumente, preveriti informacije, si to oglejte tam. To je odličen način, da se še bolj izobrazite o tem primeru. Prav? To je bistvo. Kaj se je zgodilo Nolanu? Je bila to tragična nesreča ali je šlo za kaznivo dejanje? Najprej kontekst, preden se lotimo razvoja dogodkov. Torej, 18-letni Nolan Wells iz Ocean Springsa v Mississippiju bil je študent in nogometaš. 4. julija je s skupino prijateljev odšel na otok Horn, pregradni otok ob obali Mississippija, da bi praznovali. Na neki točki je izginil. Tisto noč so ga prijavili kot pogrešanega in začela se je obsežna iskalna akcija. 2 dni kasneje, 6. julija, so njegovo truplo našli na otoku, naplavljenega na obalo. Vprašanje je seveda, kaj se mu je zgodilo. To ostaja vprašanje. Nihče na to javno ni znal odgovoriti. Rezultati neodvisne obdukcije, ki jo je naročila družina, so kot vzrok in način smrti Nolana navedli kot nedoločene. Patolog je ugotovil, da so bili deli njegovega telesa, govorimo o delih vratu, očitno odstranjeni s strani državnega medicinskega izvedenca med prvim pregledom. Tako ta druga obdukcija, ta drugi izvedenec, ni mogel ugotoviti, kaj se je pravzaprav zgodilo z Nolanom. Ni mogel izključiti kaznivega dejanja. Ni mogel povedati, ali je prišlo do poškodbe vratu, ali je bil njegov vrat poškodovan. In to pušča veliko vprašanj odprtih. Odpira vprašanje, ali državni medicinski izvedenec izvaja dodatna testiranja teh delov in ali bo to dokončno razjasnilo, kaj se je zgodilo z Nolanom. Je bila prisotna poškodba? Je prišlo do utopitve? Je šlo za nesrečo ali ne? Morda je to težko ugotoviti glede na te pogoje. Govorimo tudi o razkroju. In tam je rdeča razbarvanost, ki so jo očitno našli na zadnjem delu glave. O tem sem govoril z medicinskimi strokovnjaki. Nekateri pravijo, da bi to lahko bilo posledica razkroja. Nekateri pravijo, da bi to morda lahko bila topa poškodba pred smrtjo, ker telo po smrti ne bi tako spremenilo barve. In ne pozabite, kaj se tukaj dogaja. Družina želi odgovore. Družina je najela odvetnika Bena Crumpa in njegovo ekipo, da jim pomaga pri tem, da opravijo neodvisno preiskavo. In zdi se, da tukaj obstaja nezaupanje do organov pregona in iščejo odgovore, za katere menijo, da jih ne bodo dobili po uradnih poteh. Torej, dovolite mi, da se lotim vseh teh novih dogodkov. In preden to storim, želim povabiti Matta Irvina, upokojenega detektiva in inštruktorja organov pregona, ki nam bo pomagal vse to razložiti. Matt, lepo te je videti. Hvala, da si vzel čas. Hvala, Jesse. Prvo moram govoriti o teh sodnih pozivih. V javnost so prišli sinoči. To sem res želel pokriti. Torej, Nolanova mama, o kateri smo veliko govorili v tej oddaji, Christine Wansley, naj bi vložila sodne pozive za dokumentacijo iz TikToka, Snap, torej Snapchat, WhatsApp, Meta, Life 360. So del tega pravnega primera v zvezi z zapuščino njenega sana, zapuščino Nolana Wellsa. In to so zelo specifične sodne pozive, sodni nalogi, ki zahtevajo, da priča predloži dokumente, zapise ali dokaze. In zdi se, da jih je vložil odvetnik Gary Bufkin, ki očitno sodeluje z Benom Crumpom, za katerega vemo, da ga je družina najela kot pravnega zastopnika v tej zadevi. In to je bilo vloženo na kanclerskem sodišču okrožja Jackson. Tukaj je na primer sodni poziv za WhatsApp, da si lahko predstavljate. Piše, citiram: "S tem ste pozvani, da v 21 dneh od prejema tega sodnega poziva, vendar ne prej kot 15 dni od prejema tega sodnega poziva, ukrepate, da predložite in dovolite pregled ter kopiranje vseh dokumentov, elektronsko shranjenih informacij, zapisov in oprijemljivih stvari navedenih spodaj. In da dostavite, pošljete, prenesete ali omogočite pregled navedenega gradiva odvetniku predlagatelja, torej gospe Wensley." Če greste malo nižje, piše, da je treba gradivo predložiti v 21 dneh. Vse gradivo in informacije vseh vrst, ne glede na obliko, ki jih imate v posesti, skrbništvu ali pod nadzorom oziroma so vam dostopne.
v zvezi z Nolanom Xavierjem Wellsom, njegovo številko mobilnega telefona in nato navede njegov e-poštni naslov. Vključno, brez omejitev, z vsemi podatki o naročniku povezanimi z računom, vsemi trenutnimi in preteklimi uporabniškimi imeni, e-poštnimi naslovi, telefonskimi številkami in prikazanimi imeni povezanimi z računom, datumom ustvaritve računa in IP naslovom, uporabljenim za ustvarjanje računa. Vse IP naslove povezane z dejanji na računu, vključno s prijavami, ponastavitvami gesla, vpisom v dvofaktorsko overjanje, vse IP naslove povezane z dogodki prijateljev na računu, vsa sporočila nastavljena kot javna na računu in vse povezane podatke in metapodatke. Vse informacije, ki niso vsebina in se nanašajo na račun, vse informacije, ki identificirajo ali jih je mogoče uporabiti za identifikacijo katerekoli osebe, ki komunicira v pogovoru z računom, ter vsa sporočila, vključno s sporočili in skupinskimi sporočili, poslanimi na račun, z računa ali ki vključujejo račun. Vse fotografije, videoposnetki, zvočni posnetki, vsebina, priloge, besedilne datoteke, prepisi, GPS podatki, podatki o lokaciji, metapodatki, potrdilo o pošiljanju, časovni žig, dnevniki, identifikatorji naprav, zgodovina seznama prijateljev in vse druge elektronsko shranjene informacije vseh vrst, ki so na kakršenkoli način povezane z računom. Zdaj, zakaj je to pomembno, da si boste lažje predstavljali? Po poročanju TMZ je Christine uporabila Live 360, da je sledila telefon svojega sina, ki je bil očitno pri njegovih prijateljih. Nato pa je primerjala podatke o lokaciji iz te aplikacije s Snapchatom in obstaja poročilo, da se podatki niso ujemali. Vemo tudi, da je bilo v nekem trenutku poročano, da se je Christina spraševala, ali je bilo gradivo z Nolanovega telefona izbrisano, da naj na njegovem Snapchat računu ne bi bilo nobenih slik ali videoposnetkov. Zdaj vemo tudi, da je Nolanov domnevni prijatelj Warren Hudson je povedal Brandonu Tatemu v oddaji Officer Tatum, tej YouTube oddaji, citiram: "Nismo imeli razloga, da bi dostopali do Nolanovega telefona. Nihče se ni dotaknil Nolanovega telefona. Če se nihče od nas ni dotaknil Nolanovega telefona, potem veste, ni razloga, da bi bilo karkoli izbrisano." V redu, vem, da to ni povezano s temo, ampak moram omeniti sponzorja, ki omogoča epizode kot je ta. Mislim, da vam bo všeč, ker ste se že kdaj pogledali na stari fotografiji in si rekli: "Wow, moja koža je bila videti veliko bolj zdrava, izgledal sem veliko mlajši." In glejte, ko se starate, opazite temne madeže, drobne gubice, pusto kožo. Zato vam moram povedati o tem tukaj. To je GU Skincare. To, kar držim v rokah, je vlažilna krema proti staranju. Najprej, če jo odprete, diši odlično, nato jo nanesem na kožo. Je tako gladka. Vaša koža je na otip veliko boljša. In to je korejska blagovna znamka za nego kože. Pomaga, da vaša koža izgleda bolj zdrava, gladka in mladostna. In njihove priljubljene blazinice s tonikom za pomlajevanje so v bistvu celotna korejska rutina nege kože, zapakirana v en sam potek. Če pogledate ocene, ljudje pravijo, da dobijo toliko komplimentov za svojo kožo po uporabi tega. Vlaženje, hranjenje, GU-jev paket za sijočo kožo, ki vključuje njihove blazinice za toniranje in njihovo vlažilno kremo z NAD+. Popoln je za vsakogar, ki želi izkusiti celotno rutino GU-ja. In moram reči, za omejen čas. Že ima noro ponudbo za naše poslušalce in gledalce, saj je njihov paket Glow Up že zdaj znižan do 45%. Ampak naši poslušalci, naši gledalci lahko zdaj dobite dodatnih 20% popusta in brezplačno dostavo s kodo SIDEBAR na eskin.com. To je uskin.com. Uporabite kodo SIDEBAR za dodatnih 20% popusta. In po nakupu vprašali vas bodo, kje ste slišali za njih. Pokažite nam nekaj ljubezni, pokažite nam nekaj podpore. Povejte jim, da vas je poslala naša oddaja. Zelo cenimo to. Matt, veliko sem ti naložil. Zakaj vidimo te sodne pozive? Ne, mislim, da se tukaj dogaja nekaj stvari. Najprej je treba povedati, da je to besedilo v teh sodnih pozivih precej standardno za vsak sodni poziv, ki zahteva predložitev zapisov od kateregakoli ponudnika elektronskih storitev. To so stvari, ki jih iščeš, ko sestavljaš primer. Pričakujem, da šerifov urad okrožja Jackson zahteva predložitev enakih informacij, bodisi s sodnim pozivom ali nalogom za preiskavo. Ampak mislim, da to kaže na dejstvo, da družina Nolana Wellsa, kot so izrazili, nima zaupanja v integriteto ali nepristranskost preiskave organov pregona. Zato vodijo svojo lastno preiskavo. In to, mislim, pripelje do širšega vprašanja, zakaj toliko ljudi v tej državi trenutno govori o tem primeru. In omenil sem ti že prej, da obstajajo legitimni razlogi, zakaj nekateri ljudje ne zaupajo organom pregona. Da bi bil še bolj jasen, v tej državi obstaja grozljiva zgodovina temnopoltih moških, še posebej mladih temnopoltih moških, ki jih ubijajo belci, pa jim to ostane nekaznovano. In žal je bila v mnogih teh primerih vloga organov pregona, vse od brezbrižnosti do sokrivde, predvsem v Mississippiju. Mislim, truplo Emmeta Tilla so našli potopljeno v vodi, potem ko so ga ubili belci, ki so ostali nekaznovani. Približno 4 ali 5 ur vožnje od kraja, kjer so našli Nolana. 3 borci za državljanske pravice, ki so jih ubili belci, člani Ku Klux Klana in hkrati policisti, so bili najdeni manj kot 200 milj od kraja, kjer so našli Nolana Wellsa.
Wellsa. Tako da ne mečem nobene sence na šerifov urad okrožja Jackson in zagotovo ne trdim, da vem, kako je Nolan Wells umrl. A me pa ne preseneča, da ima črnska družina v Mississippiju, glede na to zgodovino, vprašanja, ko njihov sin skrivnostno umre in ne sprejme na prvo žogo tega, kar jim predstavljajo oblasti. Zato mislim, da te sodne pozive in ta neodvisna preiskava kažejo na to. Ne, izpostavil si dobro točko. Izpostavil si dobro točko glede njihovih skrbi, njihovih zadržkov, njihove potrebe po odgovorih, njihove potrebe po transparentnosti. Eno stvar, ki jo bom rekel, je, veš, ko najameš Bena Crumpa, o tem sva že govorila. To prenese veliko pritiska, postavi ta primer v središče pozornosti, pritiska na organe pregona, da izvedejo temeljito preiskavo in dajo odgovore javnosti. Ne pravim, da tega ne bi storili v vsakem primeru, ampak veš, družina je imela pomisleke, ker se je zdelo, da organi pregona samodejno pravijo, da ni bilo suma kaznivega dejanja, da tukaj ni ničesar za videti. Imam pa vprašanje. Izpostavil si pomembno točko. Rekel si, in nočem ti polagati besed v usta, popravi me, če se motim, da bi verjetno domneval, da so organi pregona poskušali pridobiti iste zapise. Če jih niso, če pride na dan, niso poskušali dobiti istih zapisov od teh podjetij družbenih medijev, Nolanova družina pa jih je. Ali vam to pomeni pomanjkljivost v preiskavi? Bi pomenilo. Mislim, da bi morali na tej točki iskati informacije iz vseh možnih virov, vključno z, oprostite, človeškimi viri. In slišal sem, da so govorili z več kot 60 ljudmi. Vsekakor pa bi morali iskati vse oblike dokazov iz elektronskih medijev. Vreme pe, oprosti, kar nadaljuj. Zakaj bi to uporabili? Kaj bi poskušali izvedeti? Recimo, da si preiskovalec, dobiš vse te informacije. Kaj narediš z njimi? No, nekaj stvari je. Mislim, morali bi pregledati telefone vseh na otoku, ki so se javili v preiskavi in rekli, da so imeli kakršenkoli stik ali celo opazili Nolana Wellsa 4. julija. In prečesati vse te elektronske podatke, pregledovati komunikacije, pregledovati slike z naprav vseh, ki so tisti dan na otoku Horn Island imeli stik z Nolanom Wellsom. Ne samo njegove skupine prijateljev, prav tako bi morali preveriti te ponudnike elektronskih storitev, da ugotovijo, ali so tisti dan obstajale kakšne slike ali komunikacija od Nolana, ki iz nekega razloga niso na njegovem telefonu. Naprimer, morali bi iskati. Te informacije bi ti povedale, če je bilo kaj izbrisano. Zelo pogosto, ko nekdo izbriše vsebino iz svojega telefona, ta ostane na strežnikih ponudnikov elektronskih storitev. Nekaj od tega je odvisno od aplikacije, nekaj pa od dovoljenj in zasebnosti, ki ste jih nastavili na svoji napravi. Vsekakor je mogoče, da nekdo verjame, da je nekaj izbrisal iz naprave, vendar ti podatki še vedno ostanejo na strežnikih ponudnika elektronskih storitev. Se vam zdi, da pripravljajo neko tožbo? Ni prvič, da bi nekdo vložil tožbo, potem ko pridobi določene informacije, morda preko sodnega poziva. Se to sprašujete? Ker ne pozabite, ona ima pravnega zastopnika, tudi družina ima pravnega zastopnika. To je vsekakor možnost in veste, ni nenavadno, da si nekdo, ki izgubi ljubljeno osebo, želi doseči neko obliko odgovornosti. In še posebej, če imate občutek, da oblasti svojih dolžnosti ne opravljajo učinkovito, je tožba lahko eden od načinov, kako zahtevati neko obliko odgovornosti. Mimogrede, kako natančne so te aplikacije po vašem mnenju oziroma po vaših izkušnjah, kar zadeva sledenje lokacij nekoga? Rekel bi, da je veliko teh aplikacij izjemno natančnih. Mislim, delujejo preko satelitov in mislim, da sem pred kratkim moral pomagati svoji hčerki najti njen telefon s pomočjo aplikacije. In uspelo mi ga je najti dobesedno na razdalji nekaj metrov od mesta, kjer ga je pustila. Torej, so te aplikacije zelo natančne in če, na primer, Nolan Wells je nosil neko drugo obliko pametne tehnologije, pametno uro ali kaj podobnega, bi zagotovo lahko pokazali razdaljo med Nolanom Wellsom in njegovim telefonom skozi ves tisti dan. Dobro ime očeta detektiva. Nič se ne izgubi. Nič ne uide pozornosti. Krkulje. Prav, to smo dali na stran. Spet, želel sem začeti s tem, ker je to pravkar prišlo na dan. Ampak še prednje je to prišlo na dan, ko smo vas prosili, da pridete v oddajo, je bilo še nekaj drugega, kar smo morali obravnavati. Ta video. To je velika stvar, ker je to veliko vprašanje, o katerem smo vedno govorili v tem primeru. Ali je Nolan Wells ostal na otoku Horn Island, da bi se pogovarjal z mlado žensko? Ali se ni vrnil na čoln? Ali se ni vrnil na celino? Ali se ni vrnil na čoln s prijatelji, kaj ne? No, torej, to je to. To, kar vidite, je nov posnetek, ki ga je domnevno pridobil Officer Tatum, kaj ne? Brandon Tatum oddaja Officer Tatum Show. Mimogrede, on že ves čas izpodbija pripoved, da je rasa samodejno igrala vlogo pri tem, kar se je zgodilo Nolanu.
Na tem posnetku pa vidite, kdo naj bi bili Nolanovi prijatelji na čolnu, Nolana pa ni nikjer. Menimo, da je to v ključnem trenutku. Naj vas spomnim, to je bilo takrat, ko je imel čoln očitno težave, voda je odirala van. O tem bomo govorili še malo več, ker je tukaj tudi zvočni posnetek, ki se mi zdi zelo pomemben. Potrebovali so vleko. Spet o tem, kako se je to zgodilo, bomo še govorili. Ampak, ko pogledate ta posnetek, po vseh podatkih ni nikjer videti Nolana Wellsa. In kot poroča TMZ, to bi bilo v skladu z njihovim poročanjem, njihovi viri pravijo to. Oblasti verjamejo, da je Nolan ostal na otoku Horn Island, sklicujejo se na dve priči, ki naj bi preiskovalcem povedali, da sta Nolana videla na otoku, potem ko je čoln odšel. To je skladno s policijskim poročilom oddelka za morske vire Mississippija, ki ga je pridobil ABC News in v katerem piše, da so Nolanovi prijatelji oblastem povedali, citiram, da je bil, ko so odšli, v družbi neznane ženske in da se je odločil ostati na otoku. Matt, mislim, da je ta video precej ključen. Zelo pomemben. Strinjam se. Mislim, da video kaže, da Nolan ni bil na čolnu. Zdaj, točen čas dogodkov je nekaj, kar bodo morali ljudje podrobno raziskati skupaj z časom videoposnetka in klicem na pomoč, ki je bil opravljen vlečnemu podjetju. Vse te stvari bodo pomemben del preiskave, ampak saj na prvi pogled na videz ta posnetek res podpira trditev, da Nolan ni šel na tisti čoln z svojimi prijatelji. Ali to pomeni, da so vsi na tistem čolnu oproščeni? Ali to pomeni, da če se je Nolanu kaj zgodilo, se je to moralo zgoditi na Horn Islandu? No, postavljaš dve vprašanji. To bi zagotovo nakazovalo, da če se je Nolanu kaj zgodilo, se je to zgodilo na Horn Islandu ali pa vsaj ne na tistem čolnu. To ne pomeni nujno, da so ljudje na čolnu oproščeni. Karkoli se je zgodilo Nolanu, se je lahko zgodilo z njihovo vpletenostjo ali brez nje, z njihovim vedenjem ali brez njega, nekje ali kdaj drugje. Zagotovo se zdi, da to podpira njihove izjave, spet na prvi pogled, na videz. A to pomaga preiskavi, ker zdaj potencialno gledamo na, zdaj moramo pogledati na celino. Moramo pogledati, kaj se je zgodilo v podoločenem časovnem obdobju. Lahko omejijo območje. Lahko bolj natančno pogledajo določeno območje, da ugotovijo, kaj se je zgodilo z Nolanom Wellsom, kaj ne? Ker ko se je to prvič zgodilo, je bil pogovor. Ali se je Nolan vrnil v čoln, je šel na kopno, se mu je kaj zgodilo? So ga dali nazaj na čoln? Veš, vrgli so njegovo telo v vodo. Veš, ne pravim, da je bila to legitimna teorija, ampak to je bilo nekaj, kar se je pojavljalo. Če ga v tistem trenutku ne vidiš na čolnu, to bi, verjamem, na nek način pomagalo preiskovalcem, da zožijo, na kaj se morajo osredotočiti. To zagotovo daje določeno usmeritev preiskavi. Mislim, da je glede na javno znane informacije še prezgodaj, da bi karkoli izključili. Vendar lahko vsaj preusmeri pozornost. Trenutno se zdi, glede na poročanje organov pregona, da so govorili z ljudmi, trdijo, da so videli Nolana Wellsa živega na otoku, potem ko je čoln njegovega prijatelja odplul. Zdaj, še vedno ostajajo vprašanja, kdo so te ljudje in kako vedo, da je bil to Nolan. Ali so te ljudje tisti, ki ga dejansko poznajo, ali pa so to ljudje, ki so samo videli visokega, temnopoltega moškega in so, glede na vsa poročanja, domnevali, da je bil to Nolan. Torej, je tam še vedno veliko neodgovorjenih vprašanj, ampak če predpostavimo, da so ljudje, ki so ga videli živega na otoku, potem ko so njegovi prijatelji odšli. To bi preusmerilo fokus preiskave na to, da bi poskušali ugotoviti, kaj se je zgodilo s tem mladeničem po približno 4:15 popoldne. In kdo ga je nazadnje videl živega? Mislim, to bo verjetno eden najpomembnejših prič v tem primeru. Ja, to postane res zanimivo, kaj ne? Ta ideja, da se je z Nolanom karkoli zgodilo, nihče ni ničesar videl. Tudi če je bilo tako, če se je po nesreči utopil, ga nihče ni videl, nihče mu ni poskušal pomagati. To je poštena pripomba. To je pošteno vprašanje. In res me to spravi v razmišljanje, ali verjamete, preden se pogovoriva o audioposnetku, ali verjamete, da organi pregona morda vedo več, veliko več, kot trenutno povedo. Ali verjamete, da imajo nekaj morebitnih prič, ki so podale več informacij o zadnjem znanem nahajanju Nolana Wellsa in teh informacij še niso delili? Pričakoval bi, da je temu tako. Vsekakor bi upal, da je temu tako. Spet se zdi, da obstajajo poročila, da naj bi govorili s približno 60 ljudmi. Očitno vse te izjave trenutno niso v javno dostopnem spisu. Omenja se tudi, da naj bi ta primer šel pred veliko poroto, kar je, post-OPEC v tem delu Mississippija. In če boste primer predstavili veliki poroti, želite, da velika porota prvič sliši te dokaze v sobi velike porote in da niso že prej razkriti ali kako drugače kompromitirani. Samo predvajal sem video. Zdaj poslušajmo posnetek. Poglejte. Hej, smo na zahodnem koncu Horna in naša kalužna črpalka je prenehala delovati. Gremo, potapljamo se.
Lahko prosim pridete, imamo članstvo. Da. Kako visoko je voda že narasla, gospod? Voda narašča, mi samo razmišljamo, ne vem, kada gremo dol. Torej, ja, o tem smo že govorili, kaj ne? Ta posnetek, ki ga je objavil oddelek za morske vire Mississippija, nam daje vpogled v to, kaj se je tisti dan zgodilo. Omogoča nam vpogled v ta kaotičen dogodek na vodi 4. julija. Ker je to eden prvih zvočnih posnetkov, ki jih slišimo z tistega dne in ujamejo panične trenutke, ko je v čoln, povezan s to skupino, začela vdirati voda. To naj bi se zgodilo zaradi okvare kalužne črpalke. In to je čoln, za katerega verjamemo, da je bil na njem v nekem trenutku tudi Nolan. Ampak če to primerjate z videoposnetkom, o katerem smo pravkar govorili, ne zdi se, da bi bil takrat na njem. Zato pokličejo vlečno službo. In zanimivo je, da glede na poročanje, kot ga razumemo, dejansko so poročali, da jim je na koncu pomagala druga ladja. Druga ladja, ki je bila tam zasidrana, ni bila zasebno vlečno podjetje. In po poročanju naj bi Nolanovi prijatelji rekli, da so zapustili otok Horn Island ob 4:30. Nekdo jim je očitno povedal, da so Nolana videli na otoku Horn Island ob 18. uri. Mimogrede, prijatelji so povedali, da so ga nazadnje videli ob 15. uri. Ampak o tem moramo govoriti, o tej novosti v zvezi z zvočnim posnetkom. Torej, obstaja teorija, ki se je pojavila, ko je izšel ta video, ko je izšel ta zvočni posnetek. Obstajala je nova različica zvočnega posnetka, ki jo je izboljšal TMZ. Ko ga poslušate, krožijo teorije. Obstajajo ljudje, ki verjamejo, da lahko v ozadju slišite nekoga, ki pravi, ali je mrtev. Nolan, zbudi se, preveri njegov prsni koš. Govoril sem s strokovnjakom za forenzično analizo zvuka, Robert Fried v moji oddaji, Jesse Weber Live na News Nation. Primerjal obe različici. Torej je primerjal različico pridobljeno s spletne strani WFAB in tisto s TMZ. In rekel je, da je na novo izboljšan zvok s TMZ daljši od drugega. Ustvaril je prepise obeh videoposnetkov. In tukaj je, kar je ugotovil. V teh prepisih Iz tvoje analize, ali kdo reče, ali je mrtev, preveri njegov prsni koš. Noel, zbudi se, kaj takega? Ne, zelo je popačeno. Tudi če ga slišiš iz izvirnika ali po izboljšavi zvoka, je še vedno zelo težko za nekatere programe, ki jih uporabljamo, da sploh zaznajo takšne vrste besed. In v transkripcijah, ki smo jih videli, ni bilo ničesar niti približno takega. Zdaj, rekel je, da bi želel zvočni posnetek iz izvirnega vira, kaj ne? Predvidevam, da imajo oblasti vir, ker je rekel, da so bili nekateri deli prikriti, nekateri deli so bili prikriti. Zato ga je zanimalo, kako je bil zvočni posnetek ustvarjen. In tudi v tem videu slišiš mesta, kjer je nekaj prikrito. In povedal sem mu, da če je kaj prikrito, recimo osebni podatki, telefonska številka, ko pride do takega prikrivanja, lahko v ozadju slišiš nekaj. In tako, veš, številke računov, take stvari so bile posredovane. Torej, želi si originalni video. Želi si ogledati metapodatke. Kaj sklepaš iz tega? Torej, poslušal sem originalni video, vsaj tako, kot je bil predvajan na različnih medijskih straneh. In poslušal sem tudi izboljšano različico. In iskreno povedano, slišim hrup v ozadju, razločim lahko nekaj besed, vključno z nekaj kletvicami in nečim, kot je o moj bog. Ne morem z gotovostjo reči, ali so stvari, za katere nekateri mislijo, da jih slišijo, res izrečene ali ne. Zvok je zelo popačen. Cenim, da se ljudje trudijo dobesedno prebiti skozi hrup in ugotoviti, kaj se dogaja v ozadju. Ampak mislim, da je to preprosto. Nimamo dovolj informacij, vsaj jaz nimam občutka, da imam dovolj informacij na podlagi javno dostopnih posnetkov, da bi vedel, kaj se govori v ozadju. To je pošteno. Predvidevam, da je vprašanje, ali bi se ti zdelo smiselno, če nekdo kliče na pomoč v sili, da bi to naredili iz dveh razlogov. Prvič, če bi Nolan imel neko nujno situacijo ali bi bil v težavah, ali to ne bi bilo posredovano dispečerju. Razen, če obstajajo tisti, ki pravijo, hej, ljudje na krovu so bili odgovorni. Če je temu tako, zakaj bi klical, medtem ko se to dogaja v ozadju? Razumeš, kaj mislim? Seveda, razumem, kaj misliš. Torej, ni nenavadno, ko ljudje prirejajo prizorišče zločina, ko prikrivajo zločin, da kot del prirejanja prizorišča zločina pokličejo na številko 911. To se zgodi v primerih, ki so običajno vnaprej načrtovani umori. In to je zelo hladnokrvno preračunano dejanje. Govorimo o približno pol ducata, torej okoli 19 let starih moških. Nimam občutka, da bi bila v tej skupini prisotna velika stopnja kriminalne prefinjenosti ali hladnokrvnosti, saj glede na to, kar je bilo poročano. Zelo bi me presenetilo, če bi namerno uprizorili klic na pomoč, da bi prikrili kakšno kaznivo dejanje.
Še bolj presenetljivo bi mi bilo, če bi se odločili opraviti telefonski klic, ki bi bil posnet, medtem ko bi se v ozadju dogajalo nekaj, kar bi bilo povezano s kaznivim dejanjem ali pa se je pravkar zgodilo. In zadnja stvar, ki bi jo povedal o tem, je, da če gre za neko zaroto, v kateri je vpletenih okoli 7 ljudi, ki vedo, da je bil Nolan Wells žrtev kaznivega dejanja in je bil eden ali več njih v to vpletenih, zdi se mi zelo neverjetno, da bi te ljudje lahko ohranili to zaroto molka že skoraj en mesec. Mislim, tudi med prebrisanimi, okorelimi, organiziranimi kriminalnimi skupinami. Več ljudi, kot je vpletenih v zaroto, večja je verjetnost, da bo nekdo spregovoril. In ti ne delujejo kot takšna organizirana, okorela kriminalna skupina. Zelo bi bil presenečen, če bi zarota molka, ki bi prikrivala kakšno nečedno dejanje storjeno Nolanu, trajala tako dolgo, kot je. In če bi res, ne bi mogla trajati še dolgo. Moram izpostaviti še en razvoj dogodkov. Tako so poročali mediji, kot je ABC, da je bil po dokumentu, ki je bil očitno poslan 5. julija, s predhodnimi informacijami iz oddelka za morske vire Mississippija. Priče so tistega dne povedale oblastem, da je Nolan močno pil s prijatelji na otoku Horn Island. Zdaj, to je njihova izpoved. Ne vemo, ali je to res. Ampak je bilo del poročila, ki je nastalo precej blizu času, ko so iskali Nolana Wellsa. Kaj naj si o tem mislimo? Kako se to vklaplja v preiskavo? Ne. Mislim, da moramo biti previdni z takšnimi izjavami. Seveda, opitost poveča tveganje, da se nekomu kaj zgodi. Težje je skrbeti zase, če si močno opit. Rad bi vedel, kdo so te pričevalci in kako so prišli do tega zaključka. Ali so ga videli, da se obnaša na način, ki kaže na opitost, ali so ga videli, da pred njimi zaužije velike količine alkohola. Ali sploh vemo zagotovo, da je domnevno opita oseba, ki jo opisujejo Nolan Wells. Torej, je veliko neodgovorjenih vprašanj in res moramo biti previdni glede vsega, kar diši po obtoževanju žrtve. Dejstvo je, pričakoval bi, da bi med vikendom ob 4. juliju na Horn Islandu je bilo veliko mladih, ki so uživali ogromno alkohola. In vsak od ostalih mladih je varno prišel domov. Ja, čakamo na rezultate toksikoloških poročil, kaj ne? Ta neodvisna obdukcija, smo poročali, je bila omejena zaradi stanja telesa, ki je bilo predano temu izvedencu. Prej smo že govorili o tem, kako se zdi, da je državni sodni zdravnik zadržal določene dele vratu ali grla, morda za nadaljne preiskave, morda zaradi poškodb ali utopitve. Ampak toksikologija bo ključna, ne? To me zanima. Kaj nam bo to povedalo? No, toksikologija nam lahko pove, katere snovi je imel Nolan Wells v telesu. Še vedno pa to res ne odgovori na vprašanje, zakaj je ta mladenič izgubil življenje. To so informacije, ampak to ni odgovor. Eno od težav je, da je pri utapljanju zelo težko, če je to situacija. Zelo težko je vedeti, kakšne so bile okoliščine. Ga je kdo potisnil noter? Je bil pod vplivom alkohola? Si ga ti potisnil noter? Si koga držal pod vodo? Morda obstajajo kakšni fizični dokazi, ki so ostali za sabo. Razkroj vse skupaj še dodatno zaplete. Torej, to je res težak primer. Poglejte, bomo videli, kako se bo razvijalo. Res si želim, da bi družina dobila odgovore. Res si želim. Želim, da dobijo občutek razrešitve, tako ali drugače, da vidimo, kako se bo to razvijalo. Ostal bom na tekočem. Matt Irvine, najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Res cenim to. Hvala, Jess. In to je vse, kar imamo za vas tukaj na Sidebarju vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili in kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcast, Spotify, kjerkoli poslušate svoje podcaste, najdete nas tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če me želite spremljati, X, Instagram, možno oddajo na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.